Dragi moji, živo, kako ste? Zadnji neki dni je norih. Od celotne te karantene, ko smo vsi doma, pa od potresa in kot si lahko prebrala iz naslova tega videa, nekdo me je opazoval preko spletne kamere. Zadeva je v bistvu zelo resna, ampak sem se odločila, da jo bom probala predstaviti na kar se da pozitiven način, če je to sploh smiselno. Bom vse v bistvu razložila, kaj se mi mota po glavi. Vsem pač je jasno, da zadnjih nekaj dni je res crazy na glavo, vsi smo doma živčni, se mi zdi, da vsem nekako razpoloženje niha. Ampak kljub vsemu, ne vem, jaz kakorkoli imam slabe dneve, imam vse en tak občutek, da na koncu bo vse v redu. Itak te pol zamorijo takšne in drugačne stvari pa ta potres, ampak tako, zaenkrat se držim, me pa je tale dogodek, ki se mi je zgodil 2 dni nazaj, zelo pretresel, ampak sem nekako stvari zelo hitro predelala in sem razmišljala, a bi posnela video ali ne, ker prvo, nisem želela še naprej širiti nekega negativizma, ker se mi že tako zdi, da se toliko slabih stvari dogaja in da greste nekako slabim občutkom po koncu tega videa pač naprej delati svoje stvari. Tega res ne želim, zato sem v bistvu celotno tudi situacijo sprejela tako, da sem se iz tega nekaj naučila in ne, da bi se zdaj čisto zabedirala ali pa recimo ustavila snemanje ali pa ta moj celoten YouTube kanal. Pa bom šla kar na bistvo in vam povedala v bistvu, kaj se mi je zgodilo 2 dni nazaj. Torej, ja, nekdo me je pozval prek spleta, prek spletne kamere, v bistvu jaz imam laptopa, montiram svoje videoposnetke preko laptopa in nikoli do zdaj se ta kamera še ni vklopila. Do 2 dni nazaj, ko mi je čez to kamerico zasvetila zelena lučka in se pojavila ikona, kamera je prižgana, kar pomeni, da je bil na drugi strani nekdo in me tisti trenutek gledal. Zadeva je ful scary, jaz sem bila 2 dni zelo prestrašena, ampak kot sem rekla, gremo v pozitivnem duhu naprej in predvsem sem se odločila, da ta video posnamem zato, da vas opozorim na nevarnosti, ki so na spletu. Zdaj smo več ali manj vsi na računalnikih, vsi na mobilnih telefonih in ja, hekerji imajo še toliko nekako večji, kako bi rekla, dostop do vseh naših informacij in vseh naših življenj. Pa bom v bistvu povedala, kako je do tega prišlo, nekakšen story time in potem kako sem odreagirala. Ja, bila sem v trgovini, šla sem v nabavo po hrano, zadnje čase se res izogibam trgovine, ker se veš, koronavirus ni zdravo, ni varno. Tako da pač moja nekako ne ravno taktika, ampak zadnje dni delam tako, da sem doma kar se da dolg časa, ko mi zmanjka že toliko in toliko stvari, jih dopolnjujem na seznam, grem v trgovino. Odpravila sem se torej v trgovino, nakupila vsa živila, 2 vrečki sta bile in šla potem peš do doma. Prišla domov in se kot ponavadi zložila v hladilnik, pospravila in imela že v glavi, da ko tole zrihtam, grem potem montirati video, ki ste ga zdaj že videli na mojem kanalu, se pravi, nosim fantova oblačila. In ja, ko vse to torej naredim, se usedem za računalnik, začnem montirati in v bistvu 2krat vmes, ko sem že montirala, se mi je pojavila ikonca, kamera je izključena in me je najprej to begal, zakaj izključena, pa sem nekaj že razmišljala, sem jaz kaj po nesreč shift ali karkoli pritisnila, tako malo mi je bilo čuden, ampak ok, glede na to, da montiram, hitro kaj velikrat pritisneš in sem rekla nič, gremo naprej. In mine 5 minut, ko se ta ikona spet prižge in jaz tako, ok, to pa zdaj ni čisto več normalno, a ne? In gledam v tipkovnico, gledam v ekran in odenkrat se zasvet čez kamero zelena lučka. Jaz sem se začela takoj trest, takoj poklicala Raleta, ki je bil v drugi sobi, tako je pač izklopil opcijo za prižig kamere, takoj sva dala čez listek, torej čez samo kamerico, da nekdo na drugi strani ni mogel videti, slišati, ne vem, lahko da je slišal, tega podatka nekako še do danes nimam. Dejstvo, da ta kamera nikoli ni svetla, da se mi je tudi pojavila ikona za prižig, torej kamere, sklepam iz tega, da me je nekdo opazoval. Jaz sem šla potem takoj dol iz računalnika, ja, bila v šoku, res me je to pretreslo, ampak po 2 dneh sem nekako zbrala misli
in raziskala prvo, zakaj bi kdo sploh to naredil, kakšen je njegov motiv, in kot drugo pa vam želim podati nekakšne informacije, kako se pred temi nevarnostmi lahko zaščitiš tudi ti. Torej, izbrskala sem informacije, zakaj bi nekdo opazoval uporabnika računalnika. In takole je pisalo pod prvo točko: mnogi se bojijo, da prisluškovanje in opazovanje izkoriščajo predvsem vladne ustanove za nadzor javnosti. To tako sem prebrala in moja prva misel je bila, okej, ne mogoče, da bi pač pri meni bilo to. Pa sem malo razmišljala, da sem bila zadnje čase na Instagramu in Facebooku kar precej aktivna, kar se tiče vlade in ukrepov za SP, se pravi samozaposlene. Ampak ne vem, to misel sem nekako pol tudi dosti hitro ovrgla, ker mislim, da je zelo malo verjetnosti, da bi kaj takega bilo pri meni. Bolj mislim, da sta tele dve druge stvari oziroma mogoče tretja. Torej, druga točka, hekerji za pridobivanje podatkov. Pač lahko je to samo nek dolg čas, lahko je to nek drug interes, torej, da jaz to zdaj ne govorim samo za sebe, jaz to govorim zdaj na splošno, ne, da pridobijo neke informacije, ki so, kaj svem, pomembne, lahko razkrivajo, ne vem, kakšne podatke. Skratka, da pridobijo nek ključen podatek, ki ga lahko samo na ta način. In tretja točka pa je izsiljevanje. Zdaj, pri nas niti ne vem, koliko se je to dogajalo, sigurno se je, ampak iz tujine sem brala eno zgodbo, da so pač mlado punco, pa vem, da takih primerov je veliko, izsiljevali, potem najdel neke te, mislim, ko se je ona zbrehala preko kamere, je bila in gola in počela je pač take stvari, ki jih počneš, ko ne pričakuješ, da te kdo gleda. Oni potem to posnemejo, slikajo in te potem izseljujejo za denar. To so nekako, bi jaz rekla, glavni 3 razlogi. Seveda dopuščam možnost, da obstaja še kakšni, ampak jaz sem torej zbrskala te. Zdaj, v drugem delu videa pa ti želim ponuditi nekako rešitve, kaj lahko narediš, če se ti kaj takega zgodi. Prvo, kar bi dala v tem trenutku vsem domačo nalogo: če ne naredite to za sebe, dajte narediti za mene, da date vsi čez svoj računalnik, čez svojo kamerico en listek ali košček črnega selotejpa ali nek list papirja pa selotejp čez, da ko ne želite kamere uporabljati, je to za vsak slučaj zakrit. Na Instagramu sem rekla, dajte vsi, ki se medijsko izpostavljate, to narediti, in zdaj se popravljam, ne, vsi to naredite, ker v bistvu žrtev hekerja je lahko kdorkoli, ali nekdo, ki ima potencialne neke zanimive podatke, ali pa pač ti, ki to gledaš, da ima neko ali golo vsebino ali neko vsebino, ki zagotovo ne bi želela, da bi bila kadarkoli javno izpostavljena. Torej, to je ena izmed možnosti. Druga je, da izklopiš delovanje spletne kamere, se pravi, prav noter so v samem računalniku nastavitve, da lahko to kamero izklopiš. Čeprav tukaj bi takoj opozorila, da to ni dovolj nekak varen ukrep, ker heker, če res želi videti prav tebe, lahko to kamero, se mi zdi, da 1, 2, 3 nekako nazaj priključi, tako da mogoče še bolj varna rešitev je za tiste, ki imate neke stacionarne kamere, pa kamero na vrhu, da jo preprosto umakneš. Vem, da obstaja tudi opcije, da kamerico iz svojega računalnika prav odstraniš, tako da to so neki taki ukrepi, ki so pa definitivno zelo učinkoviti. Potem sem zbrskala tudi itak antivirusna zaščita, kar nekaj takih programov obstaja, ki potem blokira razne viruse in nalaganje. In recimo en tak primer, ki se meni recimo zelo velikokrat ga vidim, recimo downloadam glasbo in potem poleg tega, da bi zloadala to glasbo, ki jo želim, se zraven pojavi še en kvadratek, ki pa je v bistvu to ta virus, ne. Se pravi, pravilen je en gumb, ti hekerji pa ti ponudijo drug kvadratek za downloadanje, in to je tak en najlažji način, ko nisi pozoren, nekaj zloadaš in na ta način lahko nekdo zaseže tvoj računalnik. Peta točka, ki sem jo zbrskala, oziroma peti ukrep pa je, da popolnoma izbrišeš gonilnike spletne kamere, da pač sploh nimaš notri tega v računalniku. Tako da nekako to so razlogi in to so ukrepi. Kot sem rekla, ta video sem želela narediti kar se da poučen, čeprav rada širim pozitivo in želim, da so moje vsebine kar se da take, da se izklopite, da pozabite na tiste vaše skrbi, da vam ponudim, ne vem, nove modne inspiracije, pa mislim, da na vsake toliko časa
časa tudi čas, da se resno pogovorimo, da se vse zavedate, da take nevarnosti na spletu obstajajo in da se že danes preventivno zaščitite. Kot sem rekla, v teh časih smo vsi ogromno na računalniku, ogromno na telefonu in dajte poskrbeti, da bo to varno. Ne odpirite nobenih kod, velikrat vam pošljejo, odprite to pa to kodo, zadeli ste to in to. To je vse virus, ne odpreti tega, če nisi prepričana, a nekaj odpreti ali ne odpreti. Pogovorite se s staršem, pogovorite se z nekom, ki to zna, ali pa ne vem, v šoli učiteljem, ki ima kakšen tak računalniški program. Ker ja, jaz sem na svoji koži zelo dobro občutila, da je splet lahko nevaren. Ves čas sem jaz vse to zavedala, ampak ko se ti enkrat zgodi to in veš, da je bil na drugi strani nekdo, ti pa ne veš, je to lahko zelo travmatično. Jaz sem nekako izkušnjo obrnila na kar se da pozitiven način in res upam, da ne boš rabila nikoli tega izkusiti, tako da to so bili torej ukrepi, kako to preprečiš. Spodaj v komentar mi lahko zapišeš, kaj bi želela gledati v naslednjih vlogih. Definitivno se vračam z malo bolj tako lahkotno, zabavno vsebino. Hvala, ker si me poslušala, hvala, če boš izpolnila svojo domačo nalogo, torej dala čez računalnik košček, nek listek na kamero, da če se kadarkoli to zgodi, bo že nekako zaščitena. Lepo se imejte, se vidimo v kratkem. Ljubčki, čau, čau.